V Krškem je potekal dvoboj med domačimi Krčani in Koprčani. Gostje so bili v slabši seriji pred reprezentančnim premorom in še vedno brez zmage pod taktirko novega trenerja Pamiča. 3 točke razlike so bile med Koprom, ki je bil na lestvici nekoliko boljši, in Krčani. Prva akcija tekme pa za Koper. Streljal je Pučko, obramba vratarja Zalokarja ostala je pri začetnem rezultatu. Še napad gostov, Pekilson po odbiti žogi, izvrstna obramba Zalokarja, ki je žogo odbil kot, potem pa prekinitev in priložnost za Koprčane. Park je bil nazadnje pred vrati in streljal s peto, obramba Zalokarja in še enkrat le kot za gostujoče nogometaše. Gostje so bili nekoliko konkretnejši, Pranič je preizkusil svoj strel, še ena izvrstna obramba Zalokarja, ki je imel v tem prvem polčasu kar precej težav. Zadnja akcija tekme in strel v naročje vratarja Antoloviča, streljivo Kliševiča, potem pa še drugi polčas, ki je potekal v močnem deževju in igrišče bilo vse slabše za igro. Pekilson pred vrati preigraval je, ampak streljal preslabo, obramba Zalokarja in še zadnja akcija tekme, priložnost za Koprčane, podal je spet Pranič, na koncu pa strel Datkoviča, ki je za nekaj centimetrov zgrešil vrata. Gol je bil še zadnji sodniški pisk, tekla je 62. minuta, tekma je bila končana 28 minut pred koncem rednega dela zaradi težkih pogojev in končni izid med Krčani in Koprčani začetni 0:0. Videli ste sami, da smo na začetku še lahko nekaj kombinirali, potem se je to z vremenom iz trenutka v trenutek slabšalo, zato smo bili primorani nabijati dolge žoge. Na odločitev sodnika to ne bi komentiral, ker noben ni povedal niti vodil, tako da sodnik se je odločil za tako odločitev. Zadovoljni smo z našo igro, igrali smo dobro, bili so težki pogoji, imeli smo dobre priložnosti, a jih nismo izkoristili, končalo se je 0:0. Morda bi dali gol, če bi igrali do konca.